Začenjamo. E24 News je izvedel, da sta se Izrael in Združene države Amerike dogovorila o ključnih korakih za napredovanje načrta za Gazo. Po več kot 3-urnem srečanju danes med predsednikom vlade Netanjahujem in Jaredom Kushnerjem in višjimi člani Peace of the Board of Peace, kot se imenuje, v Jeruzalemu. Zdaj pa glavni zaupanik predsednika Trumpa, Kushner, se je v nedeljo v Egiptu srečal z vodjo Hamasa Al-Hajo, nato pa je danes prišel v Izrael na ta srečanja z najvišjimi uradniki. Hamas je dejal, da bo začel razoroževanje, kot to zahtevajo ZDA, šele in mednarodno podprtim načrtom, če se predsednik vlade Netanjahu javno zaveže. Izrael naj bi se prav tako držal teh pogojev, ki se predvsem nanašajo na pripravljenost Izraela za nadaljnji umik in končno dovolitev obnove. Seveda pa vse to šele, ko bo Hamas preverjeno razorožen. Z nami je zdaj strokovnjakinja za Bližnji vzhod, Dalia Zijada, in želimo se takoj poglobiti v to z vami, pogledati naš vidik tukaj v Izraelu, kjer je bil danes poudarek. Pritisk na Netanjahuja morda. Poglejte, večinoma veljalo je, da ni pripravljen sprejeti nobenih pomembnih ukrepov, vsaj kar zadeva Gazo, zagotovo ne, dokler ne bodo volitve in oblikovana naslednja vlada. Veste, danes se je zdelo, da je bilo nekaj premikov, kot kaže. Vse to prihaja iz uradnih virov, vendar je to veljalo za eno glavnih morebitnih ovir na izraelski strani. Ja, najprej hvala, David, da ste me povabili. Vedno mi je v veselje biti z vami. Težava tukaj je, da vsi gledajo na to srečanje kot na morebiten preboj. Mislim, predvsem na srečanje med Kushnerjem in Hamasom včeraj kot na preboj, kjer bi končno lahko našli kanal za vzpostavitev zaupanja med izraelsko stranjo in Hamasom. In kar je nujno, da bi bila katerakoli pogajanja uspešna glede končanja tega konflikta. Vendar pa je težava tukaj v tem, da Hamasa ne more zaupati. Hamas je teroristična organizacija. To ni organizacija, s katero bi lahko gradili zaupanje. In žal, vse strani so tako obupane, da želijo ugoditi Hamasu, celo na račun Izraela, kar je zelo nevarno. Da, Izrael ima notranje pritiske, izraelska vlada, zaradi prihajajočih volitev, ampak ima tudi ogromen zunanji pritisk, ki prihaja od najtesnejšega zaveznika Izraela, to so Združene države Amerike, da sedejo s Hamasom, poslušajo in dejansko ukrepajo. Postopno umikanje iz Gaze, preden se Hamas razoroži, kar je bistven pogoj za zagotavljanje varnosti Izraela. Pogovorimo se o tem vidiku za trenutek. Mislim, to je očitno ključna točka, na kateri Izrael vztraja. In veste, Al-Haja, kolikor razumem, je povedal Kushnerju, da Hamas ostaja zavezan temu načrtu za razorožitev, vendar ga bo izvedel le, če bo Izrael izpolnil svoj del dogovora, o čemer smo pravkar govorili, saj želijo, da se Izrael zaveže k umiku. Poglejte, zdaj se je Netanjahu v bistvu s tem strinjal, vendar je vztrajal, da ne bo izvedel nobenih umikov, dokler Hamas ne bo popolnoma razorožen. Pogovorimo se za trenutek o vprašanju odvzema orožja mladim fantom iz Gaze. Koliko razumem, je danes prišlo na dan tudi to, da bo ZDA, ameriške sile bodo dejansko na nek način nameščene v Gazo. Nismo prepričani, kako bo to izvedeno pod nadzorom generala Jasperja. Ampak po mojem mnenju je zelo težko, skoraj nemogoče, prepričati mladega Gazočana, ki ima na primer AK-47 in je morda videl, kako so bili njegovi 3 najvišji poveljniki ubiti med to vojno. To je dragocena stvar za mladega moškega v Gazi v tem trenutku. Mislim, da ga je zelo težko prepričati, da bi to predal. Kaj se vam zdi najbolj realna pot do tega? Nekateri so govorili o palestinskih tehnokratskih upravah, zdaj govorijo o ameriških silah. Ali se vam katera od teh možnosti zdi realna? To je odlično vprašanje, David, in pravzaprav mislim, da ste že ugotovili, kje je težava. Ves pogovor, ki se trenutno odvija s Hamasom, poteka z vodstvom Al-Haja in drugi, ki so nameščeni zunaj Gaze. Medtem pa je vodstvo znotraj Gaze, vodstvo Hamasa znotraj Gaze tisto, ki lahko resnično sprejme odločitev, ali se bodo razorožili ali ne. In to lahko zelo jasno vidimo v neskladju med tem, kar Al-Haja in drugi voditelji Hamasa obljubljajo na notranjih sestankih, stvari kot so, naprimer, na njihovem srečanju s Kushnerjem so jasno obljubili, seveda se bomo razorožili. Toda nekaj ur potem, ko so izdali svojo izjavo za javnost o tem, kaj se je zgodilo na sestanku, niso omenili ničesar o razorožitvi.
In dejansko so nekateri propagandisti Hamasa, vključno z Al Jazeero in drugimi, se oglasili in rekli, seveda, to je priznanje Hamasa kot političnega akterja. Zdaj so ZDA končno odobrile pogoje Hamasa in jih bodo upoštevale. Torej, še enkrat, to predstavljajo kot zmago za Hamas, kot večjo moč Hamasa znotraj Gaze. Namesto, da bi nanje dejansko izvajali ameriški pritisk, Trump sam je poslal svojega zeta, da to stori, da bi jih prisilil k razorožitvi. In verjamem, da bodo še naprej igrali to igro. Bodisi bodo čakali, da trenutna izraelska vlada odide, v upanju, da bodo prihajajoče volitve to spremenile, ali pa bodo čakali, da tudi Trumpova administracija odide. Nažalost sta za njih v tem trenutku obe možnosti na mizi, tako se zdi. Drug vidik, o katerem bi rad slišal tvoje mnenje, ki se mi je pojavil v procesu, ko je Kushner prišel sem in v vseh trenutnih dogajanjih. Mislim, da palestinske oblasti niso imele nobenih srečanj z višjimi uradniki Trumpove administracije. Posvečali so veliko manj pozornosti, ZDA in drugi, dogajanju na Zahodnem bregu. Ali pa bi lahko trdil, da ima palestinska oblast le nominalno oblast, če sploh kakšno, na večjem delu Zahodnega brega, v Gazi pa sploh nobene. Ali obstaja izvedljiva prihodnost, za palestinsko oblast, ali pa bi jo sploh moralo biti? In če ne, kdo drug? Ali morda vidimo, da mirovni odbor razvija nekaj povsem drugega? Seveda, če primerjamo palestinsko oblast in Hamas, bi si mislili, da je palestinska oblast bolj prilagodljiva, bolj pripravljena govoriti o miru z Izraelom in bolj, bi rekla, politično kot teroristično usmerjena, kot je Hamas. Vendar pa, nažalost, je zelo skorumpirana. Večina voditeljev tam skrbi le za lastne, neposredne, osebne interese, ne pa za interese palestinskega ljudstva. Zaradi tega niso verodostojni predstavniki palestinskega ljudstva. Vendar pa obstaja majhen žarek upanja. Mahmud Abbas je obljubil, da bo konec tega leta novembra in mislim, da ponovno januarja prihodnje leto bosta potekala 2 kroga zakonodajnih volitev in občinske volitve. Upam, da bi to lahko prineslo nove obraze v palestinsko vodstvo, ki so pripravljeni prilagoditi se novi realnosti današnjega Bližnjega vzhoda. Dalja Zijada, vedno je zelo zanimivo govoriti z vami. Hvala, da ste se nam pridružili v oddaji. Hvala. Prenesimo to razpravo v studio, kjer je z nami rezervni podpolkovnik IDF Jonatan Conricos, nekdanji mednarodni tiskovni predstavnik IDF in trenutno višji sodelavec Fundacije za obrambo demokraciji. Jonatan, vedno je zelo poučno, da ste z nami in da lahko nadaljujemo to razpravo. Za naše gledalce, predvsem za boljše razumevanje, nedeljsko srečanje z Al-Hajo med Kushnerjem in Al-Hajo je bilo prvo srečanje ameriških visokih uradnikov s predstavniki Hamasa po oktobru 2025. In vsi se moramo spomniti, da je bilo takrat dokončno dogovorjeno premirje, izpustitev talcev in izmenjava zapornikov. Torej je iz tega res nekaj izšlo. Poglejte, v to je vključen Tony Blair, še posebej Jared Kushner. To so resni prijatelji Izraela. Ali je to razlog? Ali je že ta razlog dovolj, da zaupamo temu, ali se bolj ali manj vključimo v to, kar oni predlagajo? Ali mora predsednik vlade na tej točki to tako sprejeti? No, očitno imajo pogajalci odločitev oziroma oni odločajo, s kom se bodo pogajali. Ampak videl sem kar precej začudenja v Izraelu glede tega, zakaj bi se pogajalci sploh srečali s Hamasom. Hamas naj ne bi imel besede pri dogajanju v Gazi po koncu konflikta. Razorožiti se morajo, predati morajo nadzor nad območjem Gaze. In palestinska tehnokratska vlada naj bi prevzela nadzor s podporo mednarodnih mirovnih sil. Zakaj bi sploh kdo moral govoriti s Hamasom? Če že bi bil morda edini razlog, ali je Hamas res pripravljen na razorožitev. To govorim že mesece in še dlje. Noben pravi džihadist nikoli ne bo odložil svojega orožja. To je skoraj nemogoče dojeti, če smo realni. Nemogoče dojeti. In mislim, da sta 2 glavna razloga, zakaj težko vidim to realnost. Prvič, to je proti njihovi sami DNK in načelom. In drugič, nevarnost, da se bodo izpostavili oni, torej Hamas, ne Izrael. Ampak na podrobni ravni, tisti mladenič tam na vogalu, ki ima družino in ve, da ga čaka maščevanje. Ja, on ne bo odložil tiste puške. Ne, mislim, vsak terorist, ki mu je mar za lastno preživetje, zagotovo nima nobene spodbude za to. Zato se znova vprašaš, kaj bi lahko izšlo iz srečanja z visokim predstavnikom Hamasa.
Na tej točki, kakšno je vaše mnenje o mrtvi točki? Recimo temu tako. Veliko ljudi pravi, da je premijer Netanjahu tisti, ki ni pripravljen pokazati niti najmanjšega napredka na fronti v Gazi in noče, da bi to sploh bilo del zgodbe v tej volilni kampanji. Druga stran pa seveda opozarja na nepopustljivost Hamasa. Kje se v tem sreča resničnost? No, začnimo pri dejstvu, da Izrael, ta vlada, mislim, da je določila jasen in pravilen cilj, da razbije Hamas in odpravi njihov politični nadzor nad Gazo ter vrne talce. Žal nam je uspelo doseči le enega od 3 ciljev. Zato se moramo sploh pogajati. Če bi bila IDF sposobna dejansko vstopiti, razbiti Hamas in jih premagati, kot mislim, da bi morali, potem se ne bi znašli v položaju, v katerem smo zdaj, ker je Hamas še vedno dejavnik. Zdaj moramo sklepati kompromise. In kompromis v smislu Trumpovega mirovnega načrta, če bo uresničen, mislim, da je res dober kompromis. Toda vprašanje tukaj je, če bo uresničen. Nažalost vidimo, da ima Hamas zelo jasno razumevanje situacije. Dogovora ne izvajajo. Žal, skupaj s Katarjem, Turčijo in Egiptom so jim to uspeli diplomatsko obrniti v svojo korist. Pomembno je omeniti te 3 sile na njihovi strani. Da in s tem preložijo odgovornost in pritisk na Izrael, da se strinja z nečim, s čimer smo se v preteklosti že strinjali. Ampak če poskušajo spremeniti zaporedje dogodkov, da najprej pride do obnove Gaze, šele na to do umika izraelskih sil in šele na to do delne razorožitve Hamasa. Izrael se s tem ne bo strinjal. Torej gre za pad položaj, ki izhaja iz realnega stanja. In ta realnost je, da nismo uspeli doseči ciljev, ki smo si jih želeli. In to je žalostno, kar pušča delo prihodnjim generacijam. Vsekakor, to razočaranje.